V več kot 2000 letih cesarske Kitajske je samo ena ženska javno uporabljala najvišji naslov v državi. Niso je imenovali kraljica, niti ni vladala zgolj kot žena ali mati cesarja. Namesto tega je sama sebe razglasila za cesarja Kitajske. Njeno ime je bilo Wu Zetian. Umrla je pred več kot 1300 leti. Toda še danes so mnenja o njej deljena. Za nekatere je bila pametna in sposobna voditeljica, ki se je borila proti sistemu, ki so ga nadzorovali moški. Za druge pa je bila kruta ženska, ki je bila pripravljena odstraniti celo lastno družino, samo da bi pridobila in obdržala oblast. Stoletja dolgo so pripovedovali temnejšo različico njene zgodbe. Opisovali so jo kot pohlepno po oblasti, prevarantsko in brez usmiljenja. Nekateri stari kronisti so jo obtožili, da je ubila lastnega otroka. Toda s temi zgodbami je velika težava. Veliko zapisov o Wu Zetian so napisali zgodovinarji, ki so živeli po njenem času. Večina izmed njih je bila del sistema, ki je verjel, da lahko kot cesar vlada le moški. V tradiciji starodavne Kitajske je bil cesar namreč obravnavan kot sin nebes. Moški, ki mu je bilo dovoljeno vladati s strani nebes. Zato, ko si je neka ženska prilastila ta naslov, ni le prevzela prestola. Namesto tega je izvala dolgoletna prepričanja. Kaj je sploh mesto ženske v vladi in družbi? Zaradi tega je težko vedeti, katera od zgodb o njej je resnična in katera je bila ustvarjena, da bi uničila njeno ime. Jasno je, da Wu Zetian ni bila zgolj ženska, ki je kar naenkrat prišla do oblasti. Pridite, spoznajmo še njeno zgodbo. Rojena je bila leta 624 v premožni družini. Njen oče je bil vladni uradnik in uspešen trgovec, ki je podprl ustanovitev dinastije Tang. Ker je bila njena družina premožna, se je naučila brati, pisati in študirati zgodovino, politiko ter književnost. To ni bila običajna priložnost za veliko žensk v tistem času. Ko je bila stara 14 let, so jo izbrali, da vstopi v cesarsko palačo kot konkubina nižjega ranga oziroma ljubica cesarja Taizonga. Konkubina je ženska, ki živi v palači in je lahko cesarjeva spremljevalka. Vendar pa niso vse konkubine blizu njega. Vsaka ima jasno določen rang in veliko jih tekmuje za pozornost. Cesarska palača je zelo velika. Polna je uradnikov, stražarjev, služabnikov, žena in konkubin cesarja. Na takem mestu lepota ni dovolj. Mora znati, kako ravnati z ljudmi, razumeti politiko in se izogibati sovražnikom. Ena napačna beseda ti lahko uniči položaj. Wu je bila sprva dobila le nizek položaj. Prav tako ni trdnih dokazov, da bila cesarjeva ljubljenka, toda medtem, ko je bila v palači, je videla, kako deluje najmočnejša vlada v vzhodni Aziji. Naučila se je, kako cesar izbira uradnike, kako se oblikujejo ukazi in kako se velike družine borijo za vpliv. Ko je cesar Taizong umrl, leta 649 so pričakovali, da se bo tudi življenje Wu v palači končalo. Po običaju so konkubine, ki niso imele otrok s preminulim cesarjem, poslali v budistični samostan. Tam so si obrijale glave, živele kot nune in se običajno niso več vračale na cesarski dvor, tja pa so poslali tudi Wu. Vendar ni ostala dolgo. Vrnila se je na dvor v času novega cesarja Gaozonga, sina Taizonga. Vsi podrobnosti niso povsem jasne, kako se je to zgodilo. Po zgodovinskih zapisih sta morda imela že razmerje, še preden je Taizong umrl. Možno je tudi, da so jo vrnili na dvor kot del boja med ženo in najljubšo priležnico Gaozonga. Kakršenkoli je že bil pravi razlog, tukaj se je začel njen hiter vzpon. Pridobila je zaupanje cesarja Gaozonga in postopoma napredovala po lestvici. Imela sta otroke in njen položaj znotraj palače je postal še močnejši. Leta 655 je Gaozong odstavil cesarico Wang in za novo cesarico imenoval Wu. Hkrati je izgubila moč tudi njena druga tekmica, priležnica Xiao. Tukaj so se začele nekatere najbolj krute zgodbe o Wu. Po kasnejših kronistih je umrla Wuina hči in ona je zato okrivila cesarico Wang. Nekateri zgodovinarji pravijo, da je Wu sama ubila otroka, da bi uničila svojo tekmico. Vendar ni neposrednih dokazov o tem, kako je dojenček v resnici umrl. Pripovedi, ki so obtoževale Wu, so bile namreč napisane šele po dogodku. In to sta lahko vplivala politika in močno nasprotovanje ženski voditeljici. Obstaja tudi zgodba, da so cesarici Wang in priležnici Xiao odrezali roke in noge, preden so ju dali v sod z vinom. Možno je, da je Wu res dala ubiti svoje tekmice. Politika na cesarskem dvoru je bila namreč kruta. Veliko moških cesarjev pa je storilo podobne umore.
Toda najhujše podrobnosti zgodbe je težko natančno dokazati, da so se res zgodile. Bolj gotovo pa je, da je uspešno odstranila ljudi, ki so ji stali na poti do vzpona. Ko je postala cesarica, ni ostala tiho v zadju za svojim možem. Aktivno je posegala v vladanje. Brala je poročila, prisostvovala sestankom in svetovala cesarju. Gaozong je bil pogosto bolan. Ko se je njegovo stanje slabšalo, je vse več nalog prevzela Wu. Včasih sta se skupaj soočala z uradniki. Klicali so jo celo dva modreca, ker sta oba sodelovala pri vodenju. Ko je Gao Zhong umrl leta 683, je Wu postala cesarica vdova. To pomeni, da je bila mati novega cesarja. In lahko je vladala kot regentka, dokler njen sin ni bil pripravljen. Toda ni dovolila, da bi njeni sinovi, ki jih je postavila na prestol, imeli resnično svobodo. En njen sin je bil odstranjen že po kratkem času, ker naj bi poskušal sprejemati lastne odločitve. Nadomestil ga je drug sin, ki ga je bilo lažje nadzorovati. Imela je še enega sina, Li Xiana, ki je bil nekoč prestolonaslednik. Obtožen je bil izdaje, zato so ga izgnali in kasneje prisilili v samomor. Ni jasno, ali je Wu res ukazala njegovo smrt. Toda dogajanja pa kažejo, da je bila pripravljena postaviti moč države pred lastno družino. Leta 690 je Wu končala svoje vladanje iz ozadja. Svojega sina je odstavila in se razglasila za cesarja. In zamenjala je dinastijo Tang s svojo lastno dinastijo Čou. Toda tudi ta ni trajala dolgo. Naredila je velik prelom z ustaljenim sistemom. Prvič je ženska ne samo nadzorovala cesarja, ampak je bila sama cesar. Ko je prevzela naslov, je bila stara več kot 60 let. Toda resnično moč je imela že dolgo pred tem. Skupaj je bila skoraj pol stoletja pomembna sila v vladi. Kot cesarica, cesarica vdova, regentka in kasneje kot cesar je uporabila ostre metode proti svojim nasprotnikom. Imela je tajno policijo in spodbujala ljudi naj prijavijo uradnike, za katere so sumili, da so proti njej. Veliko resničnih in domnevnih nasprotnikov je bilo preiskanih, izgnanih ali ubitih. Zato tudi ni prav, da jo opisujemo zgolj kot nedolžno žrtev napačne zgodovine. Nekateri deli njene vladavine so bili resnično kruti. Toda vprašanje je, ali je bila res bolj kruta kot številni moški cesarji. Ali pa je bila njena krutost bolj izpostavljena samo zato, ker je bila ženska? V naslednjih stoletjih so zgodbe o umorih in izdajah skoraj povsem zasenčile njena dejanja kot voditeljice. Vendar pa se pojavljajo drugačni dokazi, ki počasi prihajajo na dan iz zemlje. Okoli nekdanje prestolnice dinastije Tang, Chang'an, ki je danes del sodobnega Xiana, so izkopali številne starodavne grobnice. V njih so arheologi našli freske, oblačila, nakit, keramične figure in nagrobnike z napisi. Prikazujejo, kako so ljudje živeli, kakšno delo so opravljali, kako so se oblačili in kakšen je bil njihov položaj v družbi. Obstajajo figurice glasbenikov, služabnikov, trgovcev, vojakov, plemičev in tujcev, ki so prišli na Kitajsko po obsežnih trgovskih poteh. To prikazuje, da je bil Chang'an bogato in mednarodno mesto. Bili so ljudje iz Srednje Azije in drugih regij, ki so prinašali izdelke, glasbo, modo in nove ideje. Toda še nekaj drugega je bilo pri njih opazno. Na nekaterih grobnih umetninah iz obdobja Tang lahko vidimo ženske, ki jahajo konje, se ukvarjajo s športom in nosijo oblačila, ki so običajno povezana z moškimi ali tujci iz Srednje Azije. To ne pomeni, da so bile ženske in moške tako enakopravni. Moški so še vedno nadzorovali večino vlade in družine. Bolj svobodne so bile tudi bogate in plemiške ženske kot navadne državljanke. Vendar dokazi kažejo, da so imele nekatere ženske v obdobju Tang več svobode, kot si mislimo. Imeli so večjo prisotnost v javnem življenju, modi, zabavi in nekaterih delih dvora. Oblačina in figurice ne morejo dokazati, da je bila samo Wu razlog za vse te spremembe. Nekatere so se začele že preden je postala cesarica. Toda dejstvo, da je bila ženska na najvišjem položaju, je morda dalo več prostora ženskam, ki so želele preseči stare omejitve. Zgodba se je še bolj poglobila, ko so arheologi našli predmete, o katerih so dolgo časa le brali v starodavnih besedilih. Eden od teh predmetov je bila izjemno razkošna Feniksova krona iz obdobja Tang. Feniks je simbol, ki je že dolgo povezan z ženskimi člani cesarske družine. Krona je bila sestavljena iz zlata, kovinskih okraskov ter številnih majhnih dragih kamnov in biserov. To ni bil preprost nakit. To prikazuje bogastvo, spretnost obrtnikov in visok položaj ženske, ki je bila lastnica te krone.
Stoletja so zgodovinarji o takšnih kronah le brali. Danes pa imajo pravi predmet, ki ga lahko preučijo. In ko se kopiči vedno več izkopanih dokazov, postaja vse bolj jasno, da stara podoba Wu Zetian kot zgolj krute in pohlepne ženske ni dovolj. To še vedno ne izbriše ljudi, ki so umrli pod njenim vodstvom. Vendar pa to kaže, da je njena zgodba veliko širša kot zločini, ki so ji bili očitani. Da bi izvedeli, kakšen je bil njen resnični vpliv na Kitajsko, moramo pogledati ne le to, kar so zapisali njeni nasprotniki, ampak tudi stvari, ki jih je pustil njen čas. Feniksova krona, najdena v grobnici Li Cuzha, ni bila le dragocen okras. To je tudi jasen dokaz, kako bogate in obsežne so bile povezave Tang Kitajske z drugimi deli sveta. Izdelana je bila zelo podrobno. Obrtniki so uporabili tanke žice, drobna zrna zlata, bisere, sedev, steklo in pisane kamne. Ko pogledaš celoto, je videti kot ptica z razprtimi repnimi peresi. Še pomembnejši pa je izvor materialov. Obstajajo kamni in okraski, ki so morda prišli iz Srednje Azije, Indije, Irana in regij Indijskega oceana. To pomeni, da so nekateri deli te krone prepotovali na tisoče kilometrov, preden so prispeli v Chang'an. Li Cui je bil iz oddaljene veje kraljeve družine Tang. Umrl je nekaj desetletij po obdobju Wu Zetian. Zato krona ni neposreden dokaz osebnega vladanja Wu Zetian. Vendar pa to prikazuje vrsto bogate, umetniško nadarjene in z drugimi državami povezane družbe, ki se je oblikovala v obdobju Tang. Ko so odprli njen grob, ga tatovi niso oropali. Še vedno so našli natit, ki je bil nekoč pritrjen na njene lase. Strokovnjaki so enega za drugim uredili majhne koščke, da bi ponovno sestavili na glavni okras. Li Cui drži tudi žadno sviloprejko. Sviloprejka je pomembna, saj iz nje prihaja svila, ena najpomembnejših kitajskih izdelkov. Svila se uporablja za oblačila, darila voditeljem in za trgovino. Njena vrednost je zelo visoka, ker je lahka, lepa in težko jo je izdelati. Zamenjevali so jo za konje, steklo, drage kamne, začimbe, kovine, zdravila in druge izdelke izven Kitajske. Tukaj je postal pomemben tudi Chang'an. Ni bil le prestolnica vlade. Bil je tudi veliko trgovsko središče, kjer so se srečevali izdelki, ljudje, religije in ideje iz različnih delov Azije. Zvilna cesta ni bila ena sama pot. Bila je široka mreža poti, ki je povezovala Kitajsko, Srednjo Azijo, Indijo, Perzijo, Bližnji vzhod in Evropo. Po teh poteh niso potovali le izdelki. Skupaj z njimi so potovali tudi trgovci, menihi, diplomati, obrtniki, glasbeniki in učenjaki. S seboj so prinašali svojo hrano, glasbo, oblačila, prepričanja in tehnologijo. Zato je Chang'an postal eno največjih mest in najbolj mednarodno mesto svojega časa. Na njegovih trgih so prodajali lokalno svilo in keramiko. Skupaj z uvoženim steklom, začimbami, dragimi kamni, kovinskimi izdelki in hrano iz oddaljenih krajev. To povezavo lahko vidimo tudi na freskah tujih odposlancev, ki prihajajo na cesarski dvor. Ni vedno mogoče natančno določiti, odkot prihaja vsak posameznik na freski. Vendar je jasno, da je na dvor dinastije Tang prihajalo veliko tujih delegacij zaradi trgovine, diplomacije, daril ali vojaških sporazumov. Za Wu Zetian je bila diplomacija zelo pomembna. Ni se ni izogibala uporabi vojaške sile, vendar je uporabljala tudi ambasadorje, sporazume, poklonitvene darove in odnose s sosednjimi državami. Leta 692 so njene sile ponovno zavzele pomemben položaj dinastije Tang v Tarimski kotlini. To je bilo pomembno, ker so skozi to regijo potekale poti, ki so povezovale Kitajsko in Srednjo Azijo. Ko ima vlada nadzor nad oazami, cestami in vojaškimi postojankami, je lažje zaščititi karavane. To pa sviljene ceste ni naredilo popolnoma varne. Še vedno so obstajale nevarnosti, zaradi razbojnikov, vojn, lokalnih uporov in ekstremnih vremenskih razmer. Vendar je močnejša prisotnost dinastije Tang pomagala ohranjati trgovino in komunikacijo živo. V mestu Chang'an sta bila dva glavna trga. Vzhodni trg je bil bližje uradnikom in premožnim družinam, zahodni trg pa je bil bolj znan po tujih trgovcih in uvoženih izdelkih. Tam so prodajali hrano, tkanine, kovine, zdravila, usnje in pisalne pripomočke. Bile so skladišča, kanali, mostovi in ceste, po katerih so vozili vozovi. Arheologi so celo našli sledi koles na tleh. Vlada je strogo nadzorovala cene, mere, odpiralni čas in red na trgu. Preko sviljene ceste so na Kitajsko prišli grozdje, sezam, začimbe, stekleni izdelki, dragi kamni in glasbeni instrumenti. Zato ni obogatila le cesarske zakladnice. Spremenila je tudi prehrano, modo, glasbo, umetnost, vero in vsakdanje življenje ljudi. Wu Zetian ni bil tisti, ki je začel sviljeno cesto.
Ta je obstajala že dolgo, preden se je on rodil. Toda v času njegove vladavine je vlada ohranila in okrepila to pomembno pot za trgovino, diplomacijo in varnost. Skupaj s prihodom bogastva v prestolnico je cesarski dvor uporabil tudi arhitekturo, da bi pokazal svojo moč. Eden največjih simbolov tega je bila palača Daming. Wu ni bil prvi, ki jo je zgradil. Začeli so jo graditi v času cesarja Taizonga in jo razširili v času cesarja Gaozonga. Leta 663 se je tja preselil cesarski dvor. Ker je Wu že aktivno sodelovala v vladi, je to postal pomemben kraj v njenem političnem življenju. Celoten kompleks je bil izjemno velik. Imel je prostrana dvorišča, slavnostne dvorane, vladne urade, stanovanja, vrtove ter prostore za šport in zabavo. Vrata Danfeng so bila velika južna vhodna vrata. Zasnovali so jih visoko in široko, da bi vsak, ki vstopi, takoj začutil moč cesarja. Preden si lahko prišel do glavnih dvoran, si moral prečkati prostrane odprte prostore. Sporočilo je bilo preprosto. Posameznik je majhen v primerjavi z imperijem. Ena najpomembnejših stavb tam je bila dvorana Han Yuan, kjer so potekale velike slovesnosti in sprejemi tujih odposlancev. Obstajala je tudi dvorana Lindi, ki so jo uporabljali za bankete, diplomatska srečanja in sprejeme, pa tudi za glasbene in plesne nastope. To ni bilo zgolj razkazovanje, bila je to politična strategija. Ko so bili obiskovalci navdušeni nad veličino palače in bogastvom dvora, je bilo sporočilo, da je Tang kitajska središče moči še močnejše. Lažje je bilo tudi prepričati druge države, da trgujejo, pošiljajo tribut ali se izogibajo konfliktom. Palača Daming ni bila zgolj bivališče cesarja. Tukaj so razpravljali o zakonih, davkih, vojaških pohodih, imenovanju uradnikov, zunanjih odnosih in oskrbi s hrano. Tukaj so prihajale tudi novice iz oddaljenih provinc in obmejnih območij. Znotraj kompleksa lahko vidimo dva obraza vladavine Wu Zetian. Po eni strani je obstajal strog nadzor in strah pred političnimi sovražniki. Po drugi strani pa je obstajala vlada, ki je bila povezana z drugimi državami, je služila s trgovino, sprejemala tuje kulture in bila sposobna ohranjati izjemno velik center moči. To ne pomeni, da je bil vsak del Kitajske bogat in miren. Vendar je jasno, da njegovo obdobje ni prineslo zgolj nesreče. Izkopani nakit, uvoženi materiali, tržnice, freske in temelji palač kažejo na bolj zapleteno resničnost. Kitajska v času Wu Zetian je bila močno, bogato in mednarodno cesarstvo. In uporabila je trgovino, diplomacijo, vojsko in arhitekturo, da je pokazala, da je ona resnično v središču moči. Palača Daming ni bila le izjemno velika. Edinstvena je bila tudi njena lokacija. Nekdanja cesarska palača je bila v središču severnega dela Changana v skladu s tradicionalno postavitvijo prestolnice. Toda palača Daming je bila zgrajena zunaj starega mestnega obzidja. Za Wu Zetian je postala novo središče njene moči. Tukaj je lahko pustila svojo podobo nekdanje nizko rangirane konkubine in se pokazala kot prava voditeljica močnega imperija. Toda Wu je vedela, da velik palača ni dovolj. Potrebovala je tudi podporo navadnih ljudi. Eden njenih najmočnejših orožij je bil budizem. Veliko Kitajcev v tistem času je sledilo tej veri. Poleg tega je bil budizem bolj odprt za idejo, da ima ženska visoko duhovno in politično oblast, kot pa tradicionalni konfucijanski sistem. Wu je uporabila budistična učenja, da bi pokazala, da ima njeno vladanje nebeški blagoslov. Podpirala je gradnjo in obnovo templjev, pagod in kipov, masovno prepisovanje in prevajanje svetih budističnih besedil. Ena od stavb, ki jo povezujejo z njo, je velika pagoda Divje gosi v Changanu. Prvotno je bila zgrajena leta 652, da bi shranila budistične spise, ki jih je menih Xuanzang prinesel iz Indije. Ko je bila prva zgradba uničena, so jo ponovno zgradili v času cesarice Wu Zetian. Naredili so jo višjo in bolj impresivno, da bi bila vidna iz oddaljenih delov mesta. Natančna nekdanja višina ni znana, vendar je jasno, da je bila ena izmed njih. To je bila ena največjih budističnih stavb svojega časa. Povezava cesarice Wu z votinami Longmen v Luoyangu je še bolj očitna. Celotno območje ima na tisoče budističnih kipov izklesanih v jamah in na straneh gore. Največji med njimi je Bajroka Virohana Buda, ki je visok več kot 17 metrov. Bajroka Virohana predstavlja svetlobo in moč, ki sega po vsem svetu. Cesarica Wu je močno podprla gradnjo tega spomenika. Že dolgo obstaja prepričanje, da je obraz kipa oblikovan po obrazu Wu Zetian. Vendar za to še ni dovolj dokazov. Zagotovo pa je uporabila projekt, da bi svojo vladavino povezala z močjo in modrostjo budizma. Ni bila ni samo religija razlog, da je ostala na oblasti.
Wu je tudi razumela, da je težko voditi državo, če so ljudje in vojaki lačni. Znotraj Luoyanga je vlada uporabljala velike žitnice za shranjevanje žita, ki so ga iz drugih regij pripeljali po rekah in kanalih. Žito so shranjevali v globokih in velikih skladiščnih jamah. Previdno so jih pokrivali, da vanje ne bi zlahka prodrli voda, zrak, podgane in insekti. Ta zaloga se lahko uporabi za plače in prehrano uradnikov ter vojakov. Lahko jo tudi sprostijo, kadar je pridelek nizek, so cene visoke ali pride do nesreče. Wu ni bil prvi vladar, ki je uporabljal državna žitna skladišča. Takšen sistem je že dolgo del kitajske vlade. Podal čas njegove vladavine je bil Luoyang pomemben kot politično in oskrbovalno središče. Velika skladišča hrane so pomagala podpirati prestolnico, vojsko in vlado v času potrebe. Popolnoma se ni mogel zanesti na stare aristokratske družine. Mnogi med njimi so nasprotovali ženskemu cesarju. Zato je Wu razširil iskanje sposobnih uradnikov zunaj tradicionalne elite. Večji pomen je dal cesarskim izpitom in osebni sposobnosti. Zaradi tega je več izobraženih moških iz družin brez močnih povezav na dvoru dobilo priložnost vstopiti v državno upravo. Sistem ni bil odprt za vse. Še vedno so bili potrebni denar in izobrazba, da bi se lahko pripravili na izpit. Vendar je to pomagalo zmanjšati nadzor nekaterih vplivnih rodbin in omogočilo Wu, da je oblikoval novo skupino uradnikov, ki so bili bolj neposredno odvisni od njega. Tudi ženske so imele velik vpliv na njegovem dvoru. Najbolj znana je bila Shangguan Wan'er. Njen oče in dedek sta bila kaznovana, potem ko sta nasprotovala Wuju. Shangguan je odrasla kot služabnica v palači, vendar so opazili njeno spretnost v pisanju, literaturi in državnih zadevah. V času njene moči so se tudi ženske uprle. Shangguan je tako preživela. Preživeti cesarske ukaze. Imela je veliko vlogo v dvorni politiki, zato so jo sodobni pisci imenovali ženska predsednica vlade. Ampak to ni bil njen uradni naziv. Natančneje bi bilo reči, da je bila mogočna svetovalka, pisateljica in palačna uradnica z neposrednim dostopom do najvišjega voditelja. Njeno napredovanje kaže, da je bila Wu pripravljena uporabiti talente, tudi če so prihajali od ženske ali iz družine, ki je bila prej sovražna. A to še ne pomeni, da so bile vse ženske enakopravne. Nekatere ženske so bile v času dinastije Tang bolj svobodne pri oblačenju, poslovanju, potovanjih, poroki in sodelovanju v javnem življenju v primerjavi z drugimi obdobji. Vendar so večino vlade, premoženja in družine še vedno nadzorovali moški. Varneje je reči, da sta prisotnost Wu in žensk, kot je Shangguan Wan'er, razširili vidno vlogo žensk na dvoru. Po obdobju Wu so se naslednji voditelji trudili ponovno vzpostaviti nekdanji moški nadzor. Leta 2013 so odkrili grobnico Shangguan Wan'er. Del grobnice je bil namerno uničen, vendar ni jasno, kdo je pravzaprav ukazal to in kdaj točno se je uničenje zgodilo. Njegov epitaf kaže, da je bilo njegovo življenje bolj zapleteno, kot pripoveduje stara zgodba. Ni bil le poslušen Wu ali drugim vladarjem. Imel je tudi svoj politični položaj in naj bi večkrat poskušal preprečiti nevaren boj za oblast. Vendar pa Wujevi uspehi ne morejo izbrisati krvavega dela njegove vladavine. Uporabil je ovaduhe, tajno policijo, preiskave, izgon in usmrtitve proti domnevnim sovražnikom. Veliko članov kraljeve družine in aristokracije je umrlo v političnih spopadih v njenem času. Obstajajo tudi zgodbe, ki jo povezujejo s smrtjo njene vnukinje, princese Yongtai. Po nekaterih starih zgodovinskih knjigah so bili princesa, njen mož in njena sestra kaznovani, potem ko so kritizirali najbližje priljubljence Wu. Vendar pa nagrobni napis na grobu princese nakazuje nekaj drugega. Možno je umrla zaradi težke nosečnosti ali poroda, zato ni mogoče z gotovostjo trditi, da jo je Wu dal zastrupiti. Stari viri si nasprotujejo in ni dovolj dokazov, da bi lahko potrdili umor. To je najtežji del analize Wu Zetian. Ni prav, da takoj sprejmemo vsako kruto zgodbo o njej. A prav tako ni prav, da jo prikažemo zgolj kot nedolžno žrtev zgodovine. Res je uporabila nasilje, da bi zaščitila svoj položaj. To so počeli tudi številni moški cesarji, a to ne pomeni, da so njena dejanja sprejemljiva. Ko je postajala starejša, dvor postal še bolj kaotičen. Velik vpliv sta imela brata Zhang Yiji in Zhang Changzong, ki je bil blizu Wu. Veliko uradnikov je verjelo, da izkoriščata svoj odnos s starejšim cesarjem, da nadzorujeta imenovanja in vladne odločitve. Medtem se je nadaljeval spor med podporniki dinastije Zhou, ki jo je vodila Wu, in tistimi, ki so si želeli vrniti kraljevo družino Tang. Obstajajo tudi dokazi, da je bilo iskanje duhovnega odpuščanja zelo pomembno.
Leta 700 je dala izdelati majhno zlato tablico in jo poslala na goro Song, eno izmed svetih gora Kitajske. Na njej je bila zapisana prošnja za odpuščanje njenih grehov. Tablico je našel kmet več kot 1200 let kasneje. To je edini znani osebni predmet Wu Sečana, ki so ga našli z jasno napisano posvetitvijo, ki neposredno omenja njega. Ne vemo, ali se je resnično kesal ali pa je bilo to del javnega verskega obreda. Vendar je jasno, da je želel pokazati, da se zaveda samega sebe, kot človek z grehi, ki jih je treba odpustiti. Medtem ko je njegovo telo slabelo, so njegovi sovražniki postajali vse močnejši. Leta 705 je skupina visokih uradnikov in generalov vstopila v palačo. Ubili so brata Jiang in prisilili Wu, da je vrnila prestol svojemu sinu Zongzongu. Uradno je odstopila s položaja. To ni bila povsem prostovoljna abdikacija. To se je zgodilo potem, ko ni več mogla ustaviti puč. Takrat je bila stara več kot 80 let. Le nekaj mesecev kasneje je umrla. Dinastija Tang je bila obnovljena in Wu je bila pokopana skupaj s svojim možem, cesarjem Gaozongom, v mavzoleju Qianling. Mavzolej je velik kompleks in je zgrajen okoli gore. Na poti do grobnice so kipi vojakov, uradnikov, živali in tujih odposlancev. Ti kipi prikazujejo obseg povezav in vpliva imperija, ki so ga nekoč vodili. Tam je ena stvar, ki je postala najbolj znan simbol Wu Zetian. Velik kamnic spomenik, na katerem ni nobenega uradnega napisa ali pohvale na njegovi sprednji strani. Imenuje se brezbesedna stela. Obstajajo različne razlage, zakaj je bil ta spomenik puščen prazen. Morda je verjela, da besede niso dovolj, da bi opisale njene dosežke. Morda je prepustil naslednjim generacijam, da ga presodijo. Možno je tudi, da se njegova družina ni mogla dogovoriti, kako opisati žensko, ki si je prisvojila naziv cesarja in začasno zamenjala dinastijo Tang. Ne vemo zagotovo, kaj je pravi razlog, vendar ji tišina spomenika ustreza. Wu Zetian ni preprosta junakinja. Prav tako ni preprosta zlobnica. Bila je izjemna političarka, ki je uporabila religijo, trgovino, oskrbo s hrano, vladne reforme, propagando in vojaško moč za utrditev imperija. Dala je priložnost nadarjenim ljudem, ki niso pripadali najmočnejšim družinam. Pokazala je tudi, da lahko ženska vodi v sistemu, ki je bil ustvarjen za moške. Toda hkrati je uporabila strah in nasilje proti ljudem, ki bi ji lahko stali na poti. Več kot 1300 let po njeni smrti, njen spomenik še vedno ostaja prazen. Ne zato, ker o njej ni mogoče povedati nobene zgodbe, ampak zato, ker je v njenem življenju preveč nasprotujočih si resnic, da bi jih lahko strnili v eno samo sodbo.